Evo, že v vrti za fajt. Gremo, gremo. Daj. Joooo, kigli papa! To vam paljaš sta tukaj nazaj in nov vlog na džungli oziroma spolni vlog. Še enkrat, 3, 4, daj. Joooo, what's up? Welcome back, danes z vami Aljaž pa Domen in za vikend sva se udeležila najbolj norega eventa na svetu, KSI v Tommy Fury pa Dylan Dennis pod Logan Paulu. Ker se v bistvu temu tudi reče The Prime Card. Prime! Midva sva bacila svoje pare, pa sva šla direkt v Manchester si pogledat, kva kaj dogaja. Zdaj, najbolj te verjetno zanima na začetku, koliko sva bacila pare. Ja, kako bi se izrazil? Vsak 200 evrov za eno karto, kar je kar precej drago, ampak moram pa reči, da sva dobila zelo dobre sedeže, ker če ne bi izbrala teh, bi zdela gore v p, To si mislil, da je držvan. Ena pristna angleška izkušnja, da na kdo mislil, da je sonce. Dol sva šla na petek, v soboto je bil fight, seveda preden sva šla na event, sva mogla probati, zakaj je tak wow okrog tega Prima, tako da sva šla v ta najbližji Sainsbury's in sva tam vzela 5 Prime okusov. Jaz bom prvo probal lemon lime, jaz imam pa ice pop okus prvo, pa da vidimo, kjer je najboljši. Gremo United. Čakaj no, preden ga probaš. Ta diši kukarune bomboni, sladko-kisli bomboni. Ta je dober. Ok, ta ni nič posebnega, kukarana cedevita. Tropical punch, tega pričakujem, da bo najboljši. Ok, ta je kakor da bi eno lizi kot eno odstopil. Ampak dober, realno. Nad. Najboljši okus od vseh. Tako da ben prašak za pomivati posodo zbil. Event se je tam začel po njihovem času v petih, mi smo okrog 4 že začeli čakati tam pred dvorano. Notor v dvorani vse lepo označen, hrane, pijače, kje imaš sedeže, na vsakih vratih te čaka en človek. Ko si tja prišel čisto na vsakmu stolu, te je čakal mrč. Te je čakala nagrada, za vse obiskovalcev, za vseh 25,000 ljudi v dvorani je čakal mrč. Imaš lepo Tommy KSI. Poleg tega so pa talali, preden si prišel do svojega sedeža, so pa talali še take zapestance. Ker so se v bistvu med fajtom, ker boš lahko zikar v kakšnem posnetku videl, svetle in so tak efekt ustvarjali. Mogoče se začeli na enem koncu dvorane pa šla pojo krog, mogoče vse skupaj potripali, zamenjali barvo, recimo če je rekel napovedovalc from the red corner je bilo vse rdeč, kaj je rekel from the blue corner je bilo vse moder, pač ful jak koncept. Dylan Dennis je 3 mesece objavljal vsak dan med 3 do 5 fotografij od Loganove zaročenke. To so bile in nage fotografije in fotografije s photoshopane in vse v glavnem. Logan ga je tudi zdaj že tožil, ampak ja, ko mi smo čakali na ta event, Logan je prišel ven, ker je dvorana dejansko so ga pluvali, no, dejansko smo slišali neki... Mislim, Logan je prišel ven, potem se pa zadnji delal Jake Paul, pa sploh Jake Paul se ni tepal, ampak Jake Paul je bil v zadnji za njem. Nasploh toliko Anglija sovraž Jake Paula, da sploh se Jake Paul ni fajtu, sam zraven je prišel. Na koncu, hvala Bogu, je Logan razbudil Dylana, tako da Logan, hvala ti, rešil si internet s temu. Na koncu so Dylana v bistvu diskvalificirali, zato je kao Logan zmagal, čeprav bi tako ali pa drugač Logan zmagal, ker je pač zaratilo je noro, noter je bilo 200 folka, ker je Dylan hotel napadati Logana, pa narediti ne vem kakšno Pol je pa še varnostnika od Logana napadal, pol so pa vsi varnostniki z vseh strani preleteli, pa so jih dali fotor od Logana, pa Jake Paul, vsi so noter skočili. Ampak poj Tommy Fury KSI. Se pravi, Fury nos težo, Fury imena, full, res najbolj anticipated fight od vseh. Tommy Fury prije ven prvi, na Michael Jackson tune dejansko, full of interest. Dejansko dvorana ga ni skritala, dvorana, ker je Tommy iz Manchestra, je dvorana bila tako Tommy. On ga je prišel, folko se je j**kala, oni so pač, ni bila cela dvorana za KSI, to hočem reči. Pa je pa prišel ven
KSI. In jaz pa doma sva opazila, preden se je začel walkout, kaj še Tommy uno svoje muskule, sva opazila, da se tam na odru, kaj je walkout, da je en avto pokrit. Burazi so pripeljali avto na oder, pa on je noter sedel, pa Lamborghini. Play the tune. Ok, zdaj veš, pač mi sva se toliko drla, da sva se mogla poj usedeti, ker so se nama tako roke tresla, ker sva se tako nahapala z adrenalinom, da poj do konc fajta sem pač sam zdela, pa sem bila tako, ne, mi da se ne mora več dreti, slabo nama je bilo. Jaz pa doma sva se drla, ko živali, mi sem bila tako, let's go JJ, let's go! Pač nahajpa na najbolj, ker KSI je najen childhood hero, gledava ga že 10+ let, tako da, ja. Boksala sta vseh 6 rund, kar sta boksala in na koncu je pa prišlo do odločitve, kdo bo zmagal, KSI ali pa Tommy. Vsi so mislili, se mi zdi, no, večina ljudi mislila, da bo KSI zmagal, ampak na koncu je nekako zmagal Tommy. Rigged. Kar je mal controversial decision, tudi zdaj na internetu že zadnje dni. Se mi zdi, da se skoraj noben ne strinja s to odločitvijo. Zdaj pa next up, Jake Paul, KSI. Upamo, da se to kdaj live zgodi. Hvala, ker si gledal danes, care. Spremlji še naprej vsebini na Džungla kanalu. Naj pa lahko followaš na Luke and Twins TikToku, Luke and Twins Instagramu, Luke and Twins, to je to, kar imamo, pač sam TikTok pa Instagram. Pa še to, ja, glavno. V glavnem pa id followat, ne kvato, ja, pa id followat. Vidimo se naslednjič, pa ajde, čao! In zdaj, ko ni snemal.